Nevladne organizacije so dejavne tako rekoč na vseh področjih življenja, uresničujejo oziroma zadovoljujejo potrebe prebivalcev, opozarjajo na nepravilnosti in pomagajo ljudem, ki so prepuščeni sami sebi. Kako pomembne so te organizacije, se je občutilo v vseh krizah do sedaj. Tudi v času epidemije COVID-19. Ko so vsi pozivali prebivalce naj ostanejo doma, so se pred hudim izzivom znašli ljudje, ki nimajo doma. Ko so se javna stranišča in sanitarije zaprli, smo v bistvu ugotovili, da so ljudje resno ostali prepuščeni sami sebi in smo takrat, kolikor smo hoteli slediti vsem smernicam, da v bistvu nimamo nekega osebnega kontakta z ljudmi, smo hitro ugotovili, da to ne bo šlo v tem primeru, ne? Da ljudje, ki so tako na robu, so še v tej situaciji krizni še bolj odrinjeni in pozabljeni in da v bistvu smo ključne nevladne organizacije. Smo opozorili lokalno skupnost, da so ljudje na cesti, da ljudje težko se držijo ostani doma, če pa nimajo doma. Da naj v bistvu poskrbi za dostop do tekoče pitne vode. Tu se je angažiralo društvo Vincencijeve zveze dobrote, ki so v bistvu ponudili tuširanje in pranje oblačil. Mi smo pa v bistvu takrat v sodelovanju z občino, ki je rekla, da lahko nam priskrbi prostore, odprli dodatno zavetišče. Tako da smo v 3 dneh nekako poskrbeli za ta prostor. Pričeli smo z skoraj nič zaščitne opreme. Klicu na pomoč se je odzvala Mestna občina Ljubljana. Ponudila je svoje prostore na Rimski cesti za čas epidemije. Na pomoč so priskočile tudi druge organizacije in prostovoljci. Filantropija je pomagala z donacijami hrane, medtem ko je Vincencijeva zveza ponudila prostore, v katerih so se lahko uporabniki stuširali. Prav tako so na pomoč priskočili medicinski delavci iz društva Stigma in skrbeli za vsakodnevno previjanje ran uporabnikov. Zaradi tega smo zelo aktivno začeli delati na področju razdeljevanja viškov hrane in poleg tega, da smo razdeljevali hrano tukaj v Ljubljani že vrsto let, smo dodali potem še Vrhniko, Logatec, Metliko, Črnomelj, Mursko Soboto in Maribor. Tako da smo zajeli zares veliko število socialno ogroženih ljudi. Jaz bi zelo pohvalil Kralje ulice, ker so res, kar se tega tiče, so nam zelo pomagali v tej težki situaciji, zaradi tega, ker dosti ljudi nas je bilo na cesti, nismo imeli za jesti, za spati, vse posod so nas podili stran. Tako so Kralji ulic v času epidemije poskrbeli za okrog 20 brezdomcev. Pravijo, da kljub temu to ni dovolj za preprečevanje hudih stisk, ki jih ljudje brez doma doživljajo. Zato že leta spodbujajo krepitev stanovanjskih skladov. V času epidemije, ko je veliko ljudi ostalo brez službe, brez prihodkov in posledično brez stanovanj, se je število brezdomnih ljudi še povečalo.